Velike novosti pri ocenah v naših osnovnih šolah. Z novim pravilnikom so možnosti ocenjevanja po eni strani razširili, po drugi strani pa so število potrebnih ocen znižali. Novost je tudi medpredmetno ocenjevanje, kar pomeni, da bo z enim izdelkom možno dobiti oceno pri več predmetih. Čeprav so bile spremembe napovedane, so šolniki in otroci vseeno presenečeni, ker nov način ocenjevanja uvajajo sredi šolskega leta. Staša Lozar. Osnovna šola Cerklje na Gorenjskem ravnatelj, da je za uvajanje novosti pri ocenjevanju prvič slišal komaj konec avgusta. Danes pa so učitelji osnovnošolcem že morali sporočiti, da stara pravila ne veljajo več. Ravnatelji sprejemamo predvsem na začetku šokom, ker pride. Pol po nekem času pa stvari tako kot vse ostalo, kar nam naložijo, sprejmemo in pa pač izpeljemo. Se pravi, je šok to sredi šolskega leta? Ja, ni lih najbolj primeren način. Pravilnik namreč velja kar od danes. Glavne spremembe med drugim: učenec lahko za en izdelek istočasno dobi oceno pri več predmetih, denimo za kip lahko dobi oceno pri likovnem in tehniki. Pri predmetih, ki jih imajo dvakrat tedensko, morajo osnovnošolci dobiti 2 oceni letno. Pri predmetih, ki jih imajo več kot dvakrat, 4, prej pa 6. In pozor, večina ocen ne sme biti pridobljena s pisnimi preizkusi znanja. Učenec lahko test piše največ 2-krat v tednu, na dan le enega. In še na dan, ko razred piše, kot rečejo otroci, ne sme biti spraševan, lahko pa se na isti dan ocenjujejo izdelki na stopi dejavnosti. Mislim, da gre za precej populističen ukrep, ki ne bo dosegel svojega namena. Mislim, da se bo stres povečal, ker bo prišlo več snovi za enkratno ocenjevanje. Učenci ne bodo bolj sproti delali. Bo več pač v testu se več mogli naučiti, pa manj bo ocen. Jaz bi raje, da bi bilo več ocen, pa manj v testu. A po drugi strani? Fajn je, ker nimaš toliko drugega stresa, pa ker se ne rabiš 2 stvari naenkrat učiti, ampak se lahko sam skoncentriraš na eno. Mislim, da je dobrodošlo, da se malo odpre raznolikost ocenjevanj, da pride do izraza tudi izdelki učencev. Za izjavo smo seveda prosili tudi na šolskem ministrstvu, vendar pa nam za danes sogovornika niso mogli zagotoviti, da zdaj pričakuje veliko izobraževanj, dogovarjanj in interpretacij, kako uporabljati novi pravilnik, pa predsednica Združenja ravnateljev, ki sicer besedilo ocenjuje kot korak naprej, a če hitro potezno spremembo pospremi z besedami: odlično, ostajamo mladi, ne moramo zaspati. Pa kot ključno spremembo izpostavi: zaključna ocena ni povprečje, torej ni rezultat aritmetične sredine ocen. Pač pa učiteljeve presoje, v kakšni meri je otrok dosegel standarde znanja, kar vidi kot povrnitev priznanja avtonomiji učiteljev.